Odraščanje je čas, ko se vam najbrž zdi, da se vse čez noč spreminja. Poraja se vam nešteto vprašanj, med njimi tudi o spolnosti. Po najnovejši raziskavi Inštituta za varovanje zdravja si vas 60% želi, da bi imeli v šoli več ur spolne vzgoje in da bi vam o tej temi predavali zdravstveni delavci. Zdaj je spolna vzgoja na slovenskih šolah v učni program vključena različno. Pri predmetu biologija, razrednih urah ali pa kot samostojno predavanje. Obiskali smo eno izmed ur spolne vzgoje na osnovni šoli Drska. Učenci so na listke papirja anonimno zapisali svoja vprašanja povezana s spolnostjo. Naprimer, kaj je beli tok, kdaj naj bi dekle prvič obiskalo ginekologa in ali je samozadovoljevanje škodljivo. Na vprašanja je tokrat odgovarjal Dejan iz Zdravstveno-vzgojnega centra Novo mesto. Informacije o spolnosti učenci osnovne šole Drska sicer iščejo pri vrstnikih, starših, na televiziji. Več kot polovica pa vas po podatkih Inštituta za varovanje zdravja odgovore na ta vprašanja poišče na spletu. Ja, nekateri si na internetu predstavljajo stvari drugače, mogoče kot so. Zato se mi splet ne zdi ravno najboljši vir. Zagotovo zanesljive informacije dobijo pri urah spolne vzgoje. Mnenja o tem, ali jih je dovolj, so različna. To je zelo dober način, ker pač lahko tudi vprašamo anonimno, tako da nič ni sram. Mislim, da imamo toliko spolne vzgoje, kot imamo v šoli, čisto zadosti. Na Zavodu za šolstvo menijo, da je spolnost tako pomembna tema, da bi jo bilo v učne načrte nujno treba vključiti v večjem obsegu. Predlagajo vsaj dodatnih 10 ur spolne vzgoje v 7 razredih. Ta prizadevanja tečejo, vendar jaz danes, tukaj in zdaj zelo težko obljubim, da bo to že naslednje šolsko leto. Sistematično uvedeno v program. Če se vam zdi, da v zvezi s spolnostjo veste premalo, lahko koristne in preverjene informacije najdete na portalu To sem jaz.